Sam smejiš se mi, pa ne vem zakaj, zaradi klavirja, ne? Pa super je. Je, ne? Super je. Ko se usede človek za klavir, je nekaj drugega. Ja. Ja, mene kar pomiri, no. Jaz včasih, če sem živčen, če sem slabe volje, sem doma, odprem pokrov in se usedem in začnem. Ker se moš prisiliti. Zato, da človek lahko poje, pa igra, mora biti sfokusiran in miren. Ja. In to je v bistvu taka pilula za umiritev, da se sam s sabo povežeš, ne. Ker ne moreš, se veš kako je, ne moreš cel v stresu nekaj lepega od sebe dati, ne. Kakšna je tvoja filozofija? O čem? Življenja, življenjska filozofija, nasplošno. Mislim, govoriva o nekem eksistencializmu pa o iskanju smisla. Tako je. Mislim, da je smisel življenja to, da najdeš nekaj, s čimer osmisliš svoje življenje. To najdeš predvsem v sebi, moraš pa toliko dolgo iskati, da prideš itak do pointa, da so vsi odgovori v tebi, da je sreča v tebi, da moraš biti, da si sam sebi najboljši prijatelj, doživljenjski sopotnik in se moraš naučiti v bistvu imeti sebe tokrat, šele takrat imaš lahko pol druge in si lahko iskren. Nikakor ne iskati pa sreče, odgovorov, uspeha v komorkoli drugemu. Ostali so super, so ekipa, brez ekipe ne moreš nič, ampak na koncu dneva se vedno ti in se mi zdi, da je treba iskreno delati srcem in zdravo pametjo. Ker življenje je krhko in se ti lahko zgodi, da te jutri več ni in če ne moreš potrkati pa reči, I did it my way, pa si tudi... Nekdo mi je rekel zadnjič, da se moraš naučiti biti sam s seboj, ne, da to je zelo pomembno. A je to drži? Ja, jaz uživam sama s sabo, sploh v tišini pa miru. Res, mogoče sem sploh zadnje cajte malo taka socialna, bom rekla selektivno socialna. Ampak to pride na obdobja, ko te začnejo določene stvari motiti ali pa si mogoče malo bolj dovzeten za vse vibracije, za vse, kar ljudje oddajajo, ne. Smo vendar ljudje, smo sprejemniki, oddajniki in tudi taki časi so, da se zelo izčiščuje, no, ta naša vibracija in jo nekateri mogoče ne prenašajo najbolj, no. In kakšni časi so recimo čas, ki ga zdajle živimo, ta trenutek, pa če zožimo to na našo državo, recimo na Slovenijo, kakšni časi so? Slišimo marsikaj, ne, so težki časi, je težko, smo ratali čudni, je situacija čudna, smo... Se mi zdi, da se ljudje zelo osveščamo se v vseh smislih, da smo energetska bitja, pazimo, kaj jemo, pazimo, kaj vozimo, pazimo, kakšnih materialov oblačimo, pazimo kozmetiko, kjer dajemo. Se mi zdi, da ratujemo bolj osveščeni, ker ne bo šlo tako naprej, kakor je šlo do zdaj. Veliko je ene procesirane glasbe, procesirane hrane, s takimi kemikalijami se v bistvu dajemo, pa da ne govorim o zasevanju in vsem, da je ratalo v bistvu back to basics. Nazaj na kmetijo po zdravo hrano. Nazaj vinil ploščo na gramofon dati, a ne? Ja. Mogoče ene take zadeve, povratek koreninam, recimo. Ja, tako, v bistvu vidimo vrednosti, no, spet v takih zadevah in se mi zdi, da je to smiselno. Tudi to, kaj jemo, s tem, kar jemo, s tem, kar si izberamo, da bomo jeli, konkretno vplivamo v bistvu v nekem okoljevarstvenem pogledu. Smo hoteli premakniti svet, ampak vseeno, svet gre, narava gre svojo pot, ima svoje zakonitosti, ki najbrž jih nismo spoštovali, se to nas danes tudi tepe, ne? Ja, težko je v bistvu se delati slepega. Ja. Težko je reči, briga me, jaz bom še naprej smeti v delu, bom to vozil, bom to. Ni, nekako moramo stopati skupaj in se zavedati, da v bistvu je zemlja ena in edina in da če bomo še naprej osnaževali, mislim, Kitajci že trgujejo s čistim zrakom, ne. Tako da, just for the notice. A misliš, da bomo že vodo, ne, včasih je bilo grozno, če bi danes enega starejšega človeka pripeljal, da kupiš vodo, ne, ustekleničeno, ne, pa voda je bila iz vodnjaka. Vidiš, jaz dobivam mail od enega tipa, ki dostavlja izvirsko vodo in računa na zato, da ljudem v mesto vozi izvirsko vodo. Veš, mi smo en tak zelen biser, mi bi lahko kompletno po moje živeli samo od turizma, kar bi bilo perfektno, taka lepa dežela, toliko enega zdravja, pa toliko težko je to zdravje v bistvu prodati. Sploh govorijo o pridelavah ekoloških pa vsem tema, ne. Toliko je enega importa še vsem, da težko biti zadovoljen kmet, no. Brez da bi pristal na razna pravila in igre, ne. In jaz mislim, da
se ne zavedamo, mogoče tudi premalo potujejo Slovenci, premalokrat grejo več milijonska onesnažena mesta, da bi pol začutili v bistvu, kakšna kvaliteta življenja je tle, koliko visoka je kvaliteta. No, to bo treba, naj gredo tvoje besede v Božje ušesa, ne, kako se že temu reče, da bo to slišali tisti ljudje, ki odločajo o naši... Jaz sem bila parkrat na Kitajskem, jaz, ko prijem nazaj, si rečem, o moj Bog, kako, res, kaj ne rečem, zeleni raj, ne. Iz enega Pekinga, recimo. Eno, valjda. Ja. Ampak, če se malo vrneva le k tvoji muziki, ne, ker to me bolj... Prej si že malo načela, kaj je pravzaprav, kaj je tvoja muzika? Kaj je to? Urban pop? Ali kaj bi temu rekel? Prej si rekla tako dost organiziran pop, ne? Nek se mi zdi, da si uporabila izraz. Ali kaj? Mogoče angažiran. Angažiran? Ampak to sem zaradi tega, ker se tako sekiram, o čem govorim, pa na kak način govorim. Po drugi strani so teksti tudi osebno izpovedni, po tretji strani so pripovedni. Zdaj na tej plošči se lotujem marsikake take teme, ki so mogoče vrtam v situacije, v ljudi, zanima me, kaj je za zaveso in tako naprej. Ne govorim sami lepi zadevah, pa v ljubezni, pa v ptičkih in tako naprej, ampak še vsem, če govoriva, pa kam bi jo jaz dala žanrsko, je pa še vsem to pop muzika, ker so to 3-4 do 5 minutni komadi sestavljeni iz kitic in refrenov in pop je v bistvu forma. Ne, moj set je v bistvu zdaj na samem snemanju bil malo bolj jazzija, ne, kontrabas, metalce pa tako, ampak še vsem, ko to zapakiramo produkcijsko, je še vedno to neka radijska, ne, forma, razen seveda zadnjih par komadov, imam tudi kristalne posode pojoče posnete, pa komad Usahle ptice, pa Meredith, kjer se v bistvu razčesna sama forma in pojem v neko razsežnost, ki se res ne sekira, ne, a me bojo rezali do refrena ali ne. Ja. Ampak je to pop muzika, ampak taka bo rekla, Angleži bi rekli adult pop, tako, malo bolj resen pop, ajde. Kaj misliš o slovenskem, nasplošno slovenski pop glasbi ali pa slovenski pop kulturi, kje smo, a smo? Veš kaj, odkar so začeli vsi programe, loada dol, pa si kompjutere nabavljati, pa se oklicati producent, ne, je ena zmešnjava ratala. Težko ločati seme od plevela, če nisi poznavalec, po drugi strani se to tudi ne rabiš početi, ker je v bistvu z muzika tako kot s hrano, ne, če hočeš pico jesti, greš na pico, ne boš zdaj govoriti, ja, tam v indijski pa tuk zrnečka, pa oni dajejo not. To je v bistvu 100 ljudi 100 čudi. Ta scena, kaj pa v bistvu skozi proporc medijev pride, kaj se podpira, kaj se ne, je pa v bistvu, pa tle ne pridejo do težave, ker je težko v bistvu zdaj vsem dati nek time to shine. Vsem dati pozornost, vsem dati članke, gostovanj oddaje zelo malo ratal, ker je to je eno od vprašanja v bistvu predstaviti v živo, razen 2-3, ne. Res je težko predstaviti živo s kožo in ko smine si glasbenik. Ker recimo narodno-zabavna scena ima veliko teh, veliko oddaj, veliko, ne? Ja, sem to je druga muzika. Govoriva o indijski restauraciji, mi da pa smo o porpicah v italijanski. Ja, ne, ampak hočem povedati, paralelni svetovi. Da recimo ta pop muzika, ne, nek pop nima toliko, se mi zdi. Nima. Ti moraš vedeti, da pri nas je 80% države periferija. Veš, živi ruralno območje. Metal, hard rock, bendi, ki imajo nek svoj squad ljudi, ki hodijo za njimi na špile. Imaš narodno zabavno glasbo, pa imaš glasbo, ki se jo osmišljuje kot kulturo, ki je bolj klasična ali pa moderna, govoriva o komponirani muziki. Pa smo pa mi mainstream izvajalci, ki smo kar malo zgubljeni, odvisni sami od sebe, ampak jaz nobenemu načnarmu, nobenega nočem nič, imam pa veliko srečo, da me imajo poslušalci radi in da se me vrti, to, kar se me vrti. In to je v bistvu moja zelena bilka, to mi daje lan za nadaljne delo in tudi zato, da se grem take velike koncerte postavljati. No in zdaj smo pri tvojem koncertu, ne, ki ga morava omeniti, ne, kje bo, kako bo? To bo na Gospodarskem razstavišču, 10. april, za vse, ki imajo dober razlog, da ne bojo prišli nas pogledati v živo, bo prenos po televiziji in po radiju.
moji gosti bojo Big Band RTV Slovenija. Pogreli bomo že tisto, mogoče malo starejšo župo iz leta 2012, ki se imenuje Radiofonika, skupaj smo posneli CD. Bo pa vseeno fokus koncerta na plošči Vrhovi in tem, kar jaz trenutno, kar predstavlja 90% mojega lajfa, zadnje mesece, in to je promocija te muzike. Začela bom tudi z gosti in slišali bomo spet Kristalne posode, upeljane noter v muziko, kar je meni zelo interesantno, da jih tudi v mainstreamu spoznamo. In drugače pa, ne vem, nobenega kiča preveč, no. Tako, kaj je, tako, kaj smo mislili. Performance, ja, kaj? Koliko imam pa performansa, če sedim za klavirjem? Jaz, če že ostanem, se kar pretelovadem, ali pa se pa nazaj usedem. Veš kaj, jaz moram tako napoleonsko razmišljati, skozi paziti nase, na vokalno igranje, skozi dirigirati band, grdo gledati, lepo gledati, vse moram pokazati, ne? Torej, pri meni, če bi v performansu uleteli kakšni plesalci ponavadi. Zdaj se mi ne da v kiču razmišljati sploh, mislim, plesalci niso kič še zdaleč, ampak o dodatnih dimenzijah predstave, ker je res fokus na dobrem, kvalitetnem, akustičnem zvoku, ki v bistvu upam, da bo vsaj pariral tem, kar smo na plošči posneli, ali v najboljšem primeru nadgradil. Neša, hvala, ker si prišla na kavo. Najlepša hvala za povabilo. Bodi lepo in veliko uspehov ti želim in dober koncert in srečno še naprej. Hvala lepa, pa upam, da še kaj zaigraš. Čau. Čau.